Torej, prijazen dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Goriške knjižnice Franceta Bevka na predstavitvi zbornika naravovarstvene poezije Zadnja vaja. Današnji dogodek nastaja v sklopu Goriških literarnih prepletanj v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Nova Gorica, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Nova Gorica, Goriško knjižnico in mestno občino Nova Gorica. Dogodek poteka v okviru Prešernovega dne. Prijazen in lep dober večer voščim tudi našima gostjama, gospe Ani Žunič, vodi literarnega programa v Lajrjevi hiši, ter gospe Tanji Badalič iz ZKD Nova Gorica. Prav lep pozdrav obema in dobrodošli. Ob koncu pogovora pa bomo prisluhnili tudi zvočnemu posnetku gospoda Jerneja Rustje na klavirju. Preden pa vama predam besedo, naj omenim še nekaj splošnih informacij o poteku današnjega večera in o uporabi platforme Zoom. Tale program in povezava omogočata, da se v času aktivnosti te povezave poslušalci prosto priključijo, kadarkoli pač si to želijo. Pri tem imajo dve možnosti, da so na temu sestanku oziroma na temu srečanju vidni ali pa se preko kamere z izklopom kamere tudi izklopijo. Lepo prosimo, da v času pogovora izklopite mikrofone, vaše vprašanja pa postavite ob koncu dogodka. Verjamemo, da bo za to dovolj časa, saj je ta povezava aktivna do 19:15. V času trajanja dogodka vaša sporočila lahko zapišete tudi spodaj. Avtorici bosta na vprašanja potem lahko odgovorili ob koncu srečanja. No, obvestiti vas moramo, tako kot smo že prej rekli, da se bo ta dogodek tudi posnel. Po srečanju v živo bo ta dogodek si možno ogledati na Facebook profilu Goriške knjižnice in na YouTubeu kanala naše knjižnice, dostopna bo pa tudi Lajrjevi hiši preko njihovih spletnih platform. Tako da hvala vsem za razumevanje. Zdaj pa čisto zares predajam besedo. Ana in Tanja, beseda je vajina. Vsem skupaj pa želim prav lep večer. Hvala lepa. Najlepša hvala, Tina. Tudi jaz vas lepo pozdravljam v imenu Zveze kulturnih društev Nova Gorica in v imenu Javnega sklada za kulturne dejavnosti Nova Gorica. Danes je tudi Sabina, predstavnica, naša vodja izpostave z nami in pa tudi predsednik Zveze kulturnih društev Mira Rustja, ki smo ga že prej spoznali. Dogodek smo, kot je rekla Tina, umestili v okviru Prešernovega dne in tako da sem prav počaščena, da imamo danes, da smo pripeljali Prešerna oziroma gostjo iz Gorenjske, no prav iz Kranja, Ano Žunič. Samo tako da Ana, najprej še tebi in lep pozdrav. Lep pozdrav, hvala. Par besed o tebi še, torej bom kar prebrala. Ana Žunič je vodja literarnega programa v Lajrjevi hiši, hiši umetnikov iz Kranja. Lajrjeva hiša med drugim ustvarja literarne večere in delavnice, večere slam poezije, pesniške razstave in še marsikaj. Leta 2018 so ustanovili Lajrjevo založbo. Njen cilj je pomoč predvsem mladim in še neuveljavljenim avtorjem in avtoricam pri izdaji prvenca. In ravno lani, na Prešernov dan, torej 8. februarja, je bil v javnosti prvič predstavljen zbornik naravovarstvene poezije z naslovom Zadnja vaja, o katerem sledi več informacij in besed v kratkem. Najprej pa bi res še enkrat lepo pozdravljam avtorje in avtorici pesmi, ki so bile objavljene v zborniku, in sicer so danes z nami Aljaž Pestotnik, Aleš Jelenko, Tom Weber, Helena Zemljič in Nina Kremžar. Ko vas bom kar poklicala, ko bo čas, da bi prebrali svoje poezije. Zdaj pa Ana, malo več o zborniku z naslovom Zadnja vaja. Kako je pravzaprav prišlo do zamisli o natečaju in zakaj ravno naravovarstvena poezija? Lepo pozdravljeni. Natečaj za zbornik naravovarstvene poezije je bil že naš tretji natečaj. Namreč leta 2018, ko je založba nastala, kot si omenila, smo prvič izdali zbornik poezije kot nek poklon
pesništvu in pa takrat smo začeli v lokalnem okolju, torej nastal je zbornik mladih gorenjskih pesnic in pesnikov z naslovom Iskanja. Potem naslednje leto, februarja 2019, smo se obrnili h kratki pripovedni prozi in izdali zbornik mladih gorenjskih pisateljic in pisateljev z naslovom Vračanja. In v prvih 2 letih smo imeli torej pri natečaju postavljene kriterije za pesnike, torej da prihajajo z Gorenjske, da so mladi pesniki mlajši od 30 let. Tema pesmi oziroma tema zgodb je bila pa poljubna. Potem pa smo v letu 2019, ko smo povabili k novemu natečaju, smo izvedli v bistvu pa obratno potezo, torej da smo prvič povabili res vse pesnike, vse pesnice z celotne Slovenije, tudi starostne omejitve ni bilo več, in pa prvič smo pa torej določili temo. In tema je bila naravovarstvena poezija. Zdaj, ker smo tako vabilo ustvarjali prvič, se nismo želeli preveč omejevati pri tematiki, torej tematika je bila zelo široka. Osnovna ideja je bila jasna, torej iščemo pesmi, ki govorijo o varstvu narave v najširšem smislu, ampak smo pa želeli pustiti pesnikom nekaj manevrskega prostora, torej da so lahko o tem zelenem, divjem, sočutnem svetu pisali skozi jezo, skozi ljubezen, tudi skozi fantastiko in tako naprej. Zdaj, zakaj taka tema? Pravzaprav je odločitev za tako temo prišla v hiši popolnoma organsko, torej takoj, ko je prišel predlog za naravovarstveno poezijo, smo nekako se strinjali, da je to. Mislim, da preprosto zato, ker je ta tema okoljske krize res tako vseobsegajoča, ker se res dotika vsakega izmed nas. In pa zato, ker seveda smo mnenja, da je nujno potrebno vzpostaviti nek dialog o okoljski problematiki in mi smo to želeli narediti s pomočjo poezije. Pa mislim, da je bil natečaj, saj jaz sem ga takrat zasledila, ravno poleti 2019, ko so v bistvu svet prežemali novice o požarih v Južni Ameriki, ne? Ampak o tej temi morda se bomo še kasneje vrnili. Tako da se mi zdelo tudi tako zanimivo naključje ali pa tudi ne. Torej, kako vas je pa odziv, ne? Recimo, vas je presenetil, kdo se je prijavljal, se opazi te generacijske razlike, so se starejši, mlajši, srednje generacije, ste imeli določena pričakovanja? Torej, prijeli smo večinoma pesmi pesnikov in pesnic mlajših generacij, torej mlajših pesnikov in pesnic, in mislim, da je bil en razlog popolnoma, se pravi, tak tehničen, torej, da smo lažje dosegli mlajše generacije s pomočjo virtualnih omrežij, s pomočjo družbenih, socialnih omrežij. Mogoče pa tudi zato, kot to, kar si že ti omenila, mogoče pa tudi zato, ker je v tistem času, se mi zdi, se zgodil nek tak zelo specifičen družbeni moment, namreč, ko je okoljska kriza nekako prvič postala tema, o kateri se je res množično spregovorilo v širši javnosti, torej tudi med mladimi, no. Geografsko pa so pesmi popolnoma iz vseh različnih koncev prihajale na naš naslov. Sama sem bila zelo presenečena nad celotno pesniško skupnostjo pravzaprav Maribora in okolice, ker seveda prej te pesniške skupnosti nisem poznala, ker kot že omenjeno smo se prej osredotočili na lokalno okolje, na gorenjsko pesništvo. In potem smo pa do konca natečaja, ki je bil odprt, se mi zdi, nekje pol leta, smo prejeli na naš naslov več kot 170 pesmi. In to je popolnoma preseglo vsa naša pričakovanja. Res smo bili zelo ponosni in zelo hvaležni za ta odziv. Namreč, ko vidiš, da je taka tema tako velikemu številu pesnikov vredna toliko, da se usede
in svoje čustva izlije na papir v obliki čudovitih pesmi, to je res nekaj izjemnega. Tako da smo potem pa zaradi tako velikega števila prejetih pesmi pa potem tudi prvič pravzaprav povabili k sodelovanju s strokovno komisijo, ki je selekcionirala pesmi za zbornik, in pa Petra Kolmančič je napisala tudi odlično spremno besedo. Zdaj, ker smo sicer danes smo tle kar pisana druščina z različnih krajev Slovenije, ampak ker smo primarno organizatorji z Goriške, v bistvu nekih primorskih avtorjev, avtoric pa ni bilo nekega odziva. Mislim, da ne prav zelo veliko. Največ mogoče res gorenjska, osrednjeslovenska, pa potem štajerska, bi rekla. No, tako da upam, da bo tudi to današnja predstavitev oziroma predavanje že malo spodbudilo tudi na te lokalne avtorje in avtorice, da bi pisali po temu. Tema pesmi oziroma nasplošno natečaja in zdaj zbornika je naravovarstvena, ampak a se to je pokazalo, recimo, kaj so pošiljali avtorice in avtori, so pošiljali neko specifično tematiko, to je velika raznolikost, recimo, ne vem, govorijo bolj o klimatskih spremembah, o plastiki v morju, o požarih, ki so, kot sem omenila, ravno v času natečaja, so bili zelo izpostavljeni. Gre za neko opozarjanje na odnos do živali. Pravzaprav vse to, kar si ti omenila, pesmi so bile zelo, zelo raznolike. Torej ja, vse to o rekah, o požarih, o kemičnem onesnaževanju, o klimatskih spremembah, potem nekaj je bilo tudi zelo ljubeznivih pesmi, torej pesmi, ki so govorile o naravi kot o nekem svetem templju, potem pesmi so govorile o konjih, potem tako o tem uničujočem ognju, teh pesmi je bilo kar precej, o plastiki v morju, o plastiki, ki v bistvu duši morja, potem pesmi govorijo o rojenju mrtvih metuljev, nekaj pesmi je bilo tudi izrazito distopičnih, torej o neki distopiji prihodnosti, kjer rojijo mrtvi metulji, kjer je svet poln nekih grozljivih laboratorijev, potem tudi seveda o živalih, kot si omenila, naprimer tematike zavrženih psov, potem čebel, volka, medveda, vseh teh živali, tudi o vseh tistih živalih, ki nikoli ne bodo odkrile, kaj je onstran nekih zidov, potem tudi popolnoma fantastične pesmi, kjer so v bistvu neke morske deklice, morske pošasti in tako naprej, torej res zelo, zelo raznolike pesmi so prihajale na naš naslov in pa raznolike pesmi so na koncu tudi v zborniku. Zdaj bi že v bistvu povabila kar prva dva avtorja oziroma kar prvega, in sicer Aljaža Pestotnika, da bi prebral svojo pesem, lahko tudi mislim, da imamo kar tudi dovolj časa, lahko tudi več kot eno, ne. Zdaj, kot sem v bistvu nekako predvidela, če avtorji oziroma avtorici želite, lahko poveste 2-3 besede o sami pesmi, da bi morda publika lažje potem sledila branju. Če želite, ne, seveda ni obvezno. Hvala. Ja, torej, lahko kar začnem. Pesem, ki jo bom prebral, je zelo veliko vplivalo nanjo oziroma na njen nastanek ravno požar oziroma požari po eni strani, po drugi strani pa ravno to, da sem okoli sebe vedno slišal, kako bi rekel, kako prijatelji, znanci in tako naprej delajo plane in načrte, brez da bi pravzaprav pomislili na to, kakšno bo mogoče okolje čez toliko in toliko let. Naslov pesmi pa je Premonicija 2025. Vsi govorijo o porokah in otrocih
in močnih avtomobilih, in ladjah, in Maldivih, in hišah, in vikendih, in sončnih očalih, in markah, in znamkah, in službah, in zaslužkih, a nihče ne vidi svojih otrok v plinskih maskah. In vse je le izmišljotina, in vse novice so lažne novice, in podnebna kriza je podnebni pojav, in potem govorijo, in govorijo, in govorijo, in govorijo, in gorijo gozdovi Amazonije. Hvala. A bi še eno, ker mislim, da imamo dovolj časa, tako da mislim, da si Aljaž še eno ti prispeval, tako da če želiš, pa sem zdaj malo tako presenetila. Ja, malo sem bil nepripravljen, ampak po mojem, da lahko. Ne, mislim, da imamo dovolj časa, tako da ne, ja. Da bomo dejansko res še užili malo okusa zadnje vaje. Aha, dobro. Ja, tukaj je pa naslednja, ki, če se ne motim, je tudi v zborniku. Nažalost nimam izbora pred sabo, ampak zdi se mi, da je ta prišla še v zbornik. Ta pa govori bolj o egoizmu, pravzaprav človeškemu egoizmu, brez pomisleka v naravi. Pa upam, da je ta prava. Pa če tudi svet gori, bom imel najlepšo fotko na svetu, ker bo zadnja med zelenimi. Borovci bodo toliko slajši, ko bodo samo 3 ali 4. Pa če tudi svet zgori, bom imela največ sledilcev in s fantom bova prišla vse klube zastonj. Še dobro, da imamo dovolj vode, koliko dreka moramo splakniti po ceveh. Pa če tudi svet izgori, bo naš pepel hrana za tisto, kar pride. Morda bo njim pomembno, ali dihajo kislino ali strup. To pa je vse z moje strani. Hvala. Zdaj bi povabila pa še Aleša Jelenka. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom začel kar s pesmijo z naslovom Olesenjujemo. Je pesem v bistvu nekaj naših vpetosti v okolje. Torej, olesenjujemo. Vehementno se krčimo vase, ker so nas že kot otroke naučili igrati skrivalnice. Paradoks je, da skrivamo skrivališča in Saturn tako še vedno žre svoje otroke. Je kriva prenasičenost avtoritet? Tuzemskim relikvijam priznavamo primat. Domače besede namreč pomagajo, da si žito ovijemo okoli glave in zamolklo vpijemo svoboda, svoboda. A vendar se ne bojimo samih sebe in nihilizem je še kako priročen. Sedaj lahko v miru olesenjujemo. Edina možnost je pač tista, ki se nahaja onstran možnosti. Toda ali slepota ni bolezen in skrivanje zgolj umiranje, s katerim se sprijazniš? Hvala. Še kakšno prebrati? Lahko še tole drugo, ko je tudi v zborniku. Tale je malo krajša. Dihanje. Niso drevesa tista, ki proizvajajo kisik za moja pljuča. Mikročipi so tisti, ki me virtualno držijo pri močeh. Moj vdih ni vdih človeka, je vdih androida. In izdih je izdih nekoga drugega. Funkcija dreves je minorna, omogoča le še držanje te knjige, ki je pomembna toliko, kot je pomemben njen avtor. In tu se šele vse začne in tu se šele vse konča. Hvala lepa. Hvala. Ana, bom kar pokazala pesmi ja, zdaj vidite, ne?
to je naslovnica. Torej, pesmi v zborniku dopolnjujejo tudi kot prvo ene res krasne ilustracije ali oblikovanje je sploh zelo zanimivo. Vendar znotraj zbornika, da pokažem primer, imamo tudi fotografije, ki so nekako komplementarne pesmim. Vse fotografije so tudi, v bistvu, no se bo Ana o tem povedala, tako da me zanima, kako je spet prišlo do te zamisli, da ste poleg pesmi vključili v zbornik tudi fotografije in kaj te fotografije predstavljajo. In ne nazadnje, zakaj je zborniku, bomo še bliže, naslov Zadnja vaja. Ja, torej, pesmi v zborniku, kot ste morda že slišali, torej nekatere so bolj direktne, ampak večina pesmi v zborniku pa je bolj subtilnih, torej od bralca zahtevajo nek trenutek premisleka. Zato smo nasproti pesmim v zborniku v bistvu postavili fotografije protestnih sloganov, torej fotografije z različnih shodov za varstvo narave, za varstvo živali in tako naprej. In čeprav so ta dva načina izražanja na prvi pogled nekako diametralno različna, pa se nam je zdelo, da je pa sporočilo enako, a ne, da sta združena v neki tej skupni ideji upora proti zlorabam narave, proti zlorabam življenja v najširšem smislu. Naslovnica, ki pa si jo pokazala, in pa tudi krovna podoba že natečaja, pa je delo oblikovalke Polone Zaletel. Polona je pravzaprav ustvarila celotno serijo, res čudovito serijo podob, kjer se pravzaprav v oblikah živalskih teles kažejo posledice človekovega delovanja. In tako je glavna podoba, ki je tudi na naslovnici, je podoba medveda, ki v sebi nosi goreč gozd, potem pa imamo še ribo, ki nosi v sebi plastične smeti, in pa čebelo, ki nosi v sebi strupena kemična škropiva, pa še ptico, ki nosi v sebi ta dim in smog tovarn. Zdaj, zakaj pa zadnja vaja? Zadnja vaja je pravzaprav naslov ene od pesmi in pa zdelo se nam je zelo močno in pomembno sporočilo, namreč želeli smo povedati to, da je okoljska kriza še vedno tukaj, a ne, in da v tej družbi mega potrošništva in izkoriščanja in začaranega kroga udobja pravzaprav naše vsakdanje prakse kot grožnje prenašamo prihodnjim rodovom. In zato torej naslov Zadnja vaja, ker smo želeli opozoriti, da imamo nasploh kot človeštvo danes še zadnjo možnost za to neko radikalno spremembo življenjskega sloga in poskus trajnostnega bivanja, sicer bo na odru prihodnosti glavno vlogo zavzela ekološka katastrofa. Zato Zadnja vaja. Če pokažem še ravno malo, da boste imeli občutek, kako izgledajo te fotografije, torej so neki slogani, ja, vsakem tako, ja. A to so bili ti transparenti v bistvu z pravih protestov ali je pač... Ja, tako, ja. Aha. Zdelo se mi je pa tudi zanimivo, ti majhni kot neki bookmarkerčki, če je to, ampak hkrati so tudi nalepkice in da pokažem tudi bližje, tako, mislim, da zdaj vidite, da vsak ima še neko krajšan vers, no, iz raznih poezij, tako da pokažem te medveče in čisto manj, tako zelo simpatična ideja, no, tudi verjetno tudi v promocijske namene, kot pa tudi res čisto praktično, da je kot neka kazalka, da vstavimo knjigico. Zdaj pa, ko govorimo o naravovarstveni poeziji,
in literaturi ne morem mimo, da ne bi vprašala, kaj se ti zdi, kakšna je v bistvu vloga poezije, literature in umetnosti nasploh v okviru naravovarstva. Namreč zadnje čase, zadnje desetletje, tudi v literarnih vedah se vedno bolj izpostavljajo nove metodologije, ki preučujejo ta odnos človeka do narave in do živali, kot so na primer ekokritika, ekofeminizem in kritične animalistične študije. Tako da me zanima, kaj misliš, kako lahko literatura pomaga pri tem opozarjanju na to okoljsko krizo in oziroma, če je njena funkcija lahko tudi pedagoška. Ja, pedagoška je lahko, ampak mislim, da je pedagoška nekako posredno, da je glavna ideja umetnosti nasploh nekje drugje. Ampak ja, definitivno sem prepričana, da sta jezik in umetnost izredno pomembna pri tem nekakšnem kultiviranju našega odnosa do okolja, do narave. To pa zato, ker je jezik vedno nekako prvi, a ne? To, kar si tudi ti omenila, da se zadnje desetletje kar veliko zadev premika in spreminja. Namreč jezik je po mojem mnenju tisti, ki sploh lahko ubesedi neko problematiko, torej, ki lahko mogoče poimenuje diskriminatorne prakse, nekako spreminja konotacije, ustvarja nove pomene besed, ne? Vse to in pa kmalu za njim, ali pa včasih kar vzporedno z jezikom, pa seveda pride na vrsto besedna umetnost, ki seveda z vso to ljubeznijo in tragiko in besom, ki ga skriva v sebi, bralca nekako uri v tej empatiji, a ne, v vživljanju v drugega, v tem primeru, v primeru naravovarstvenih pesmi je to vživljanje v naravo in v živali, in pa preko tega nas pa potem vodi k prespraševanju in pa k kritičnemu razmišljanju o spremembah. Tako da ja, mislim, da ima tudi umetnost svojo vlogo tukaj. Zdaj bi pa povabila k branju še naslednjega avtorja, in sicer seveda, da se nam je pridružil tudi Tom Weber, tako da Tom, da te prosim, če se nam lahko javiš in prebereš kakšno svojo pesem. Živo, a se slišimo? Ja. Super. Ja, jaz sem se v bistvu odločil za danes, da preberem pesem Praprot, ki v bistvu govori o nekem tem stiku pravzaprav med človekom in med naravo, neke vrste recimo simbiozo na tak način v bistvu opisuje. Pa bom v bistvu prebral. Praprot. Skozi uhle liste mlade praproti iztegnem roko. Čutim lahno bitje srca, plitko, nejasno ihtenje. Dotik rosnih kapljic na konicah mojih prstov. Brišem solze, jih zaustavim svojimi. Okoli naju bel, uspenjajoč dim. Burni veter v zasedi. Skrbno bdim nad njo, jo tolažim, da ne ostane sama. Ko se zbistri, se mi počasi preda. Čutim vsako njeno misel, neuslišano hotenje. Pograbi me, padem vanjo. Okoli le še dim. Hvala. Hvala. Zdaj bi pa povabila še prvo avtorico, Heleno Zemljič. Lep pozdrav. No, zdaj pa kar nadaljevala simbiozo Toma Webra. Tudi moja pesem z naslovom Nastajanja govori o podobni temi, morda šele bolj, ne bom rekla drastično, ampak nadrealistično. Nastajanja.
Človek gre iz dreves, točno tisto sekundo, ko pogledaš stran in stoji pred tabo, poln lišajev, grb, rasti. Ženske v raju pričnejo sanjati o mladičih, njihovi dlaki, perju, kožuhih, kako se lomijo na pol, sekajo glave in jedo kosti, da hrusta. Drevesa ostajajo na mestu, človek gre ven, ga je vedno več. Ženske sanjajo in svet se izdolbe v ogromno maternico. Hvala, Helena. Zdaj pa nazaj. Mene je najbolj fasciniralo, Ana, to, da se v bistvu niste ustavili pri zborniku. Navadno smo vajeni, da pač, ko se nekaj izide, to je v tiskani obliki, potem se sicer lahko to predstavlja, se prebira poezija, ampak vi ste ubrali še neko drugačno pot. In v bistvu ste verze obesili kar v kanjon reke Kokre. Bi kaj več o tem nam povedala? Torej, pravzaprav smo to storili že drugo leto zapored. Namreč po tej neki vsakoletni čistilni, veliki čistilni akciji Kranja smo potem v sveže očiščen kanjon reke Kokre obesili pesmi. In ker smo imeli lansko leto na zalogi veliko čudovitih naravovarstvenih pesmi, sem želela v kanjon obesiti te pesmi. Torej samo nekaj kratkih verzov, ki bi jih lahko obiskovalci kanjona prebrali med sprehajanjem. V bistvu, tako kot si ti že enkrat prej omenila, torej pesmi o naravi, ki visijo v naravi. Seveda, ker smo želeli kar najmanj posegati v naravo, smo pravzaprav te delčke pesmi, te kratke verze napisali na odpadni karton in jih potem obesili na vejice dreves. Ampak mislim, da je imela prav ta neka domača izdelava razstave še prav poseben čar. Moram pa povedati, da nam jo je malo zakuhalo aprilsko vreme, tako da smo morali v bistvu že po nekaj dneh razstavo odstraniti iz kanjona, ker jo je zmočil dež, ampak upam, da je bil odziv ljudi pozitiven. Če mi dovoliš, jaz sem potem seveda idejo kopirala, ne? In to so zdaj nekako tako, ne, da se boste lažje predstavljali, ne? Tako da so oni napisali verze na karton in to razobesili. Tako da sem videla samo fotografije, žal nisem uspela priti osebno prijeti, ampak res je to nekaj posebnega. In kljub temu, če je dobesedno razstavo odplahnil ali pa splahnil dež, ampak v bistvu je še tako ta razstava dela po analogiji recimo Banksyjev, ne, ker je, če se primerjam to njegovo sliko, ki jo je dal razrezati med Avstrijo, tako da je dobila vaša razstava še večjo vrednost na tak način, po moje. Ker je sama narava je to nekako požegnala, če smem tako reči. Ja, ampak tudi z reciklacijo se niste tle ustavili, ne? Ste šli tudi še kar naprej. Še en primer se mi zdel zanimiv, te vaše reciklaže in tako se dogaja, da se da tudi recimo poezija reciklirati, ne samo smeti. Ja, tako je. Mi smo potem še prav tako spomladi postavili pa še razstavo naravovarstvene poezije še pred mestno knjižnico Kranj na ulico. In pa pesmi so bile pa pravzaprav nek kolaž, torej pesmi so bile nekatere iz zbornika, nekatere iz natečaja in pa celo nekatere nove pesmi, čisto nove, kar nas je zelo veselilo, torej, da so avtorji še po končanem zborniku, po končanem natečaju še vedno pošiljali pesmi, tako da smo ustvarili nek kolaž čisto neke nove naravovarstvene poezije. Zdaj bi povabila
še k branju še zadnjo avtorico, in sicer Nino Kremžar. A je Nina z nami? Me slišite? Ja, super. Lahko kar začnem? Ja, seveda. Raztapljanje, ki pravzaprav govori o tistem trenutku ustavitve, Se malo ustavlja. kako je del vse narave in kako raztapljanje. Sem črta med gozdovi na obzorju in sem oblaki, ki zakrivajo poslednje mlačne žarke. Samo obrisi slokih postav. Sem val, ki stopa na obalo in se in mu hoče nekaj izdati, a si vedno znova premisli. Sem morje, da bo zbudilo speče otroke. Sem veter, ki posluša zgodbo z odtenki neba, počasi, tako kot se skale spreminjajo v pesem. Jaz sem otok, naravni premici prostora, kjer se modrina stika škarlat, ki je razprl krila in legel na toplo nebo. In to je Hvala, Nina. Mislim, ne vem, ali sem jaz samo jaz, ampak je bilo malo tehničnih težav. Upam, da ste vi uspeli slišati, ali je meni prekinjalo. Je prekinjalo nasploh, zdaj ne vem, če je imela gospa Nina, je bila povezana preko kabla ali ste samo preko Wi-Fi-ja povezani na laptop, na računalnik? Kar preko Wi-Fi. Prekinja, ja, Običajno je tako, da zmeraj priporočajo na Zoomu, da se povežeš preko kabla z internetom, ker včasih se zgodi, da če si preko Wi-Fi-ja, da te zaustavlja potem, zato sem pač vprašala. Tukaj pač nisem mogla nič narediti, da bi jo lahko popravila. Bomo pa prebrali pesem iz zbornika. Ja, tako, ja. Dobro, Ana, v bistvu še zadnje vprašanje. Zdaj bo eno leto, odkar ste lansirali zbornik. Je kakšen odziv zdaj v tem času, kakšen, ne vem, oziroma nov projekt, nov natečaj, ki se obeta? Ja, se obeta, definitivno se obeta nov natečaj, oziroma nov natečaj je že razpisan, tako da jaz bi tukaj res si ukradla trenutek, zato da vas vse povabim k novemu natečaju, ki pa je pravzaprav natečaj o rekah. Torej, v Lajrevi hiši smo že izdali pravzaprav poziv pesnicam in pesnikom, da naj pišejo za novo prihajajočo pesniško zbirko o rekah, ki bi jo želeli pravzaprav izdati 1. junija, ko obeležujemo Mednarodni dan reke Save. Natečaj se konča 1. aprila 2021, torej do 1. aprila imate čas, da nam pošljete pesmi. Morda bi na tem mestu kar prebrala vabilo. Torej, tako kot naše mesto, torej Kranj, že stoletja objemata reki, želimo v Lajrevi založbi zaobjeti vprašanja o vseh rekah prihodnosti
in s pomočjo šumenja vaših verzov ustvariti nov prostor, ki odpira dialog o okoljski problematiki. Poziv poetom in poetinjam je vseslovenski. Želimo si, da bi se v vaših verzih zrcalili mali in veliki vodotoki, tisti z brzicami ali mirnim jasnim tokom. Ideje za stihe naj navdihnejo vodni tokovi, ki odnašajo dobro in slabo, eni v Jadransko, drugi v Črno morje. Torej, vabljeni, da v jeziku bolečine ali ljubezni zapišete pesmi o rekah, ki spremljajo odhajanje ljudi, vračanje ptic, ki dajejo zavetje vsemu, kar ostaja med bregovi, o vztrajanju, o nenehnem toku tudi takrat, ko svet zgoraj zamrzne in obstane, o samotnih varuhih rek in rekah, ki varujejo skrivnosti, videne na popotovanju do izliva. O vsem, kar brbota pod gladino in tistem, kar se za trenutek prikaže v meglicah nad vodo. O daročih pomladnih rekah, ki počistijo, o temnih jesenskih rekah, kjer v blatnem mulju domulijo spomini, in o usodi rek, ki zazidane obstanejo. Torej, lepo vabljeni, da si pogledate na strani Lajrjeve hiše, na Facebooku, torej pesniški natečaj o rekah, pošljete pesmi meni na elektronski naslov ana.zunic@lajr.si do 1. aprila. Vabljeni. Že sam poziv je zvedel zelo poetično. Tako da imamo zdaj spet novo priložnost, da se bomo izurili praktično tudi, če je o rekah, ampak je zelo naravovarstvena spet tematika. In za zaključek, Ana, jaz se ti še enkrat lepo zahvaljujem, da si nas popeljala in seveda tudi vsem trem pesnikom in dvema pesnicama, ki so še zmeraj z nami, da ste nas popeljali skozi vsaj nekaj utrinkov zbornika. In še enkrat vse vabim k branju naravovarstvene poezije in predvsem tudi, da na tak način, da se hkrati sami sebe ozaveščamo o tej problematiki, ki je praktično neizogibna v današnjem času. Zdaj vabim jaz v bistvu še debati, k vprašanjem ali pa za konec bi dali še eno reciklirano pesem, in sicer ta je bila tudi z natečaja, napisala sem jo jaz, zdaj sam glasbil in zapel pa jo je Jernej Rusja, tako da bi še za konec prisluhnili, Tina, če lahko ti, tebe pa pustim pregajati, in potem bi pa še lepo povabila publiko k vprašanja, če imate, oziroma celo tudi predlogov bomo veseli, se mi zdi, Ana, tudi kaj bi za naprej, recimo, kako se da še zadeve reciklirati. Zdaj bom jaz lepo tlele probala to stvar deliti, da bomo videli vsi. Stiskajte pesti. Ok, še tako damo, pa to damo, pa to damo. Share in gremo. Zdaj sem bistra voda, zrak, ki neznatno diši. Sem list, ki pada z drevesa, poljski zajec, ki napenja ušesa.
vsaki gnije pri živem telesu. Sem brenčeči stvor, ki umira na cvetu, človeški mladič, ki se gledi po svetu. Sem seme, ki ne klije, a biti obesten človek, to me tako ubija. Zahvaliti se še na tem mestu še Jerneju, ki bo morda poslušal našo predstavitev, in lepo vabim zdaj k vprašanjem ali pa predlogom. Sabina. Ja, jaz bom predvsem čestitala za pobudo, pa sem veliko slišala, prav Tanja nam je to pripovedovala v službi, tako da čestitke za, meni se zdi res čudovit projekt. Pa tako sem mislila, no, zdaj samo tako, poleg čestitk, tako, ker imate že novo zgodbo, da bi, ne vem, preko Tanje poslali tudi na naš konc, tudi tukaj imamo društva, ki se s tem ukvarjajo, mogoče pač mi samo posredujemo. Zdaj je kar nekaj razpisov, ker je tudi tak čas, ne, ampak mogoče je tako neko tako sodelovanje, da pošljejo Tanja tebi na ZKD, pa to damo tudi naprej. Tako da še enkrat čestitke in pridemo v Kranj tudi, no, pogledat, ko bomo lahko šli med regijami. Da bo tokrat večja udeležba, ne, primorskih avtorjev in avtoric, da ne bomo na repu ostajali. Čeprav smo, ne, da ne rečem na repu Slovenije, ker je kokoška. Še kdo? Imamo tudi nekaj sporočil, tlele v chatu, vidim. Sabina, ja, ona je zdaj še javila se tukaj v živo, se je zahvalila in seveda zahvala tudi z naše strani. Meni je bilo prav prijetno in ja, kar tako naprej, čestitke. Bravo. Jaz bi samo rekel, bi čestital za to, ker je gospodična Ana rekla, da s Primorske je bilo malo odziva. Vidim problem v tem, da morda se bom tudi zmotil, da tukaj, vključno z mano, pri naravovarstveni poeziji orjemo ledino in potrebujemo potrebujemo ljudi. Bom porabil izraz neke vrste misionarjev, v tem primeru v goriški prostor vnesla Tanja meni precej neznano stvar, ki pa me je angažirala, tako da je tak večer in človek, ki se pojavi v prostoru, ki nekaj ponudi, je ta stvar zelo dobrodošla in razmišljal sem med to uro, ki smo kramljali, da v bistvu tudi, če pišeš o srčku in ljubezni, brez naravovarstvenih stvari svet ne bi obstajal, ne. Tudi, če pišeš o ljubezni, je tle noter naravovarstvo, ne, ker drugače svet ne bi mogel obstajati. Ali pa o živalih, ali pa o ljudeh. V bistvu, vse to gre za eno in isto stvar. Gre za živo materijo, ne. Pa tudi, če gre za neživo naravo, gre za živo materijo. Samo toliko. Absolutno pa to o rekah me zelo angažira, tudi moja hčerka bo napisala na ta razpis, bo naredila nekaj stvari, jo zelo zanimalo, ki mi je Tanja povedala že, in tako da se bom tudi jaz aktiviral tukaj, ne. Pa ne zato, da bi pobiral nagrade, zato, ker sem že med to, sem se izklopil, da sem že eno poezijo kratko napisal o reki, tako da je stvar zelo zanimiva, ne, čestitam. Jaz mislim, da si precej obetamo dejstva, da bi nas obesili tam v kanjonu. Ja. No, ko smo že poslušali pesem Zdaj sem, se verjetno že vsi poznamo, je narejen tudi krasen video. Tukaj ta izvedba je bila s klavirsko spremljavo, video ima pa tudi cel aranžma, ne.
jaz sicer poznam ta video v detajl, ampak vsakeč, ko se nekaj zgodi v tem primeru, ko se je zgodil ta današnji večer, vidim v vsebini, v tej zgodbi, ki jo video predstavljajo, vedno vidim nekaj novega, nekaj globljega, nekaj zelo smelega. Tako da zdaj, če pogledam nazaj na april, maj, ko se je ta video snemal, jaz sicer sem bil zraven samo tako kot opazovalec, vidim ga vedno drugače razumem. Lahko uporabim tudi izraz vedno bolj razumem. Tako da v umetnosti nobena stvar ni nikoli dokončna, vedno se odpira neka nova sfera, ki ti dajo možnost, da gradiš naprej. V bistvu med samo to uro, pa tudi ko je gospodična Ana tako lepo stvari povedala, med samo to uro bi skoraj pograbi neka strast, da bi kar še en video naredil na to temo. Vedno se odpirajo nove dimenzije, nove možnosti. V vsakem trenutku so neka nova rojstva, ki te peljejo skozi to življenje. Tako da sem vesel vse, ki sem spoznal, pa tudi gospodična Ana, si kar veliko obetam od tega, kar ste predstavili. In tudi nenazadnje tudi od vas. Ja, najlepša hvala za želje, najlepša hvala Tanji za dober glas, za to, da širiš še po vaših koncih torej besedo o natečajih, o naravovarstveni poeziji. Definitivno je pa, se strinjam z gospodom Andrejem, potrebno urati ljudino in sem prepričana, da je velik del tega tudi Tanja. Ravno prejšnji teden sem pa tudi jaz prejela pa Tanjino zbirko, ki je tudi izjemna. Tako da se mi zdi, da... Hvala. Gospa Ana, jaz sem Miran Andreja, moja žena, ki je napisala, pa bom tako rekel, moram biti pošten. Tanja je nekakšen naravovarstveni ambasador tukaj v našem koncu. In mislim, da bo povlekla za sabo še kar nekaj ljudi. Animator. Ja, tako, tudi jaz opažam to. Tudi jaz prej nisem poznala Tanje, torej pred tem našim natečajem, tako da res se mi zdi neka srečna igra naključij ali pa usode, da je naju povezala, tako da definitivno, jaz bi kar rekla najlepša hvala, Tanja, v imenu narave za tvoje delo, ker je res izjemno. Kar je še najbolj smešno pri meni, to moram reči, da pišem veliko poezij, in do današnje ure nisem vedel, da je med mojimi poezijami kar precej naravovarstvenih. Sam sem jih napisal, tega pa nisem vedel. Ne, Miran, jaz sem ti že potrdila to. Ja. Kaj pomaga, če jaz nisem vedel. Je, dobro je to, zelo dobro, zelo dobro. Pa se veselim zbornika o rekah. Jaz sem med to uro sem si rekel jezero Zibelka deroče reke. Tako bi dal naslov. Super, z veseljem se veselimo vaših pesmi. Hvala. Povami, a še kdo želite vprašati, komentirati, ali se lepo poslovimo in Ano sprejmemo s dobrimi mislimi na Gorenjsko nazaj. Mojca, ti boš pa meni eno reko narisala, Nisi vklopljena, veš? Hvala. Se zavezujem, da bom še kakšno Sočo in kakšen tak primorsko-goriški motiv. Ja, upam, da se bo zdaj odprlo, da boš imela možnost tudi na steno postaviti v kakšnem drugem kraju svoje stvari. Ja, dejansko imam že neke načrte, bomo videli,
kako se da tudi to povezati, ne. Recimo, da tudi v slikarstvu ne je osnovni trend, ne, zdaj ta naravovarstvena tema in je kar prisotno. Vsak s svojim tem likovnim izrazom nekako prispeva. Tako. Še kdo mogoče kaj? Sabina? Ne, jaz vse pozdravljam, ker imam še en Zoom, tako da hvala lepa, je bilo zelo fajn. Živjo. Sabina, ti si pravi balzam za naše duše. Dobro, to je zdaj to. Lepa hvala za ta krasen večer. Posnetek je, zgleda še zmeri snema, evo, to sem zdaj potrdila in jutri bomo to stvar pregledali in potem razpošljem. Tako da, imejte, ostanite zdravi in se vidimo naslednjič. Srečno! Hvala. Hvala.